V tokratni oddaji Klepet ob kavi bomo dobrodelni. Malce smo se aktivirali in k temu vabimo tudi vas. No, Marija Ana Kolman pa nam bo zaupala kaj več o tem, kako lahko ženske skrbimo za svoje zdravje in lepoto s pomočjo sibirske fitomedicine. Hvaležno pozdravljeni. Res je, da velikokrat opazujemo, koliko pohlepnih ljudi je na tem svetu in koliko imajo, pa nič ne delijo, se počutijo ogrožene in samo grebejo in hrčkajo. Res je, takšni ljudje obstajajo tudi v Sloveniji, a vendarle to ne pomeni, da ne obstajajo altruistični ljudje. Ljudje, ki želijo dobro sebi in seveda tudi drugim. Imela sem čas poznati Uroša, ki se je odzval takrat, kadar je bila oziroma se je tam zgodila katastrofa, ki se je odzval temu notranjemu klicu in se odpotoval na Haiti ter pomagal tam. Potem tudi v Bosni in nadvse aktiven je tudi v Sloveniji. Seveda smo ga kontaktirali, kajti to sezono oddaje Klepet ob kavi sem se odločila, da se vsak mesec odločim za neko dobrodelno aktivnost, da ponudim nekaj ur svojega časa za to, da sem prostovoljna, kajti povem vam, dobrodelnost, prostovoljnost, to je najboljše zdravilo proti depresiji, slabim občutkom in zares ti največ da, kljub temu, da si načeloma ti tisti, ki daješ. In tole zgodbo, kaj se je zgodilo, kaj smo počeli skupaj z Živo, ki se je prav tako odzvala temu povabilu in temu notranjemu klicu, skupaj z našo ekipo, ki bomo zdaj vsak mesec počeli kaj zanimivega, kaj dobrodelnega in spodbudili, upamo, da tudi vas. To boste izvedeli danes in Uroš, o katerem sem vam govorila, ja, tukaj je, kar naprej, kar izvoli. Kar izvoli, lepo pozdravljen, kekse si prinesel, to je v redu. Živjo, izvoli. Kekse? Keksi, to so veseli piškotki iz našega društva, kjer jih delamo pod projektom Veseli piškotki, delimo jih v mesecu decembru, v tem prazničnem času, Pravljični deželi Gorajte, Anini zvezdici, materinskim domovom, varnim hišam. Pa so to zdravi piškotki? Ja, so zdravi piškoti. Vedno je sladkor tisti, ki ni najbolj zdrav, ampak ni to zdaj za se najest. To je v znak hvaležnosti, ker ste nam pomagale Živo, in mogoče zapraviti pač za celo ekipo. Glih, ko smo ob kavi, na klepetu, pa še kakšen kokosov piškotek zraven. Odlični so kokos. Kokos, ržena, bela moka, tudi sladkor, palmina mast, kokosova moka, janež. Nič jajc. Nič jajc. Odlično. Ja, v bistvu so pač narejeni iz rastlinskih sestavin. Odlično. Ti si ta svoj notranji klic začutil že kar nekaj časa nazaj, da si ugotovil, da nismo tukaj samo zato, da se grebemo za nekaj, ampak da obstaja še kaj več, a ne? Kako to razložiš ljudem? Ziher ti rečejo, pa si pri temu projektu, pa pri temu projektu si aktiven. Ziher te ljudje vprašajo, čekaj, kaj imaš pa ti od tega? Kaj jim odgovoriš takrat? Ja, vsak notranji klic, oziroma vsaka oseba ima svoj notranji klic. Tako kot ste ga mogoče vidve imeli Živo, recimo, ko ste videli našo organizacijo. Ja, ampak midve je to nekaj ur na mesec, ti pa vsak dan nekaj ur. Ja, res je. Ponavadi je tako, da se ljudje povežejo z določeno vrsto stvari, ki mislijo, da jim je to dobro, da je to dobro za druge ljudi. Vedno, ko nekaj dobrega narediš, pogreje tvoj srček. Tako da je en tak vzajemen občutek. Jaz osebno sem dobil notranji klic, ker pač nisem mogel več tolerirati tega, kar sem videl, in sem hotel nekaj narediti. Kaj te pa najbolj premaknilo k temu, da si nekaj naredil? Da sem nekaj naredil. Všeč mi je bil koncept naše organizacije, se pravi globalne organizacije, kar počne recimo pri odzivih na elementarne nesreče. In dva klica, ki sta bila večja v bistvu v mojem življenju, je bil tale Haiti, kjer sem se čutil, jaz ne vem, kako je bilo to, ampak čutil, da sem se pač poklican, da grem pomagati zraven in sem se aktiviral. Še močnejši je bil pa kar precej časa nazaj, 96. leta, pač zaradi tega, ker tisto, kar sem gledal, kaj se dogaja našim sosedom, pa
tista vojna pa tako in nisem mogel biti na mer. Tako da me je vlekel v bistvu recimo v Sarajevo, zato ker sem poznal tam našo ekipo, kaj počnejo in sem si želel pač samo pomagati. To je bilo vse. Sam, ne vem, od znotraj je bilo nekaj, da sem želel pomagati. To je bilo to. V humanitarnem društvu Hrana za življenje pa se zavedate tudi problematike, ki se še kako tiče Slovenije in Slovencev, kar se tiče tudi tega, da ogromno hrane zavržemo. Koliko? 143 tisoč ton hrane letno samo Slovenci. Samo Slovenci. Številke so zelo zanimive, ampak je pa treba tudi razumeti. Namreč iz tega ven je tudi raziskava pokazala, da 74 kilogramov vržemo stran v gospodinjstvih, zato ker pač po svoje ravnamo s tem odpadki. Ampak ena zanimiva številka tukaj, ki bi jo rad poudaril, je, da je samo 36% vse te hrane užitne. Ostal del je neužiten. In tudi mi, ki pripravljamo hrano, dostikrat delamo olupke pa tako naprej in to se ne šteje glih kot, to se šteje kot odpadek v bistvu. Tako da je pravzaprav 20 kil tista številka, ki bi gospodinjstvo moglo, ki ne bi gospodinjstvo v Sloveniji pač vrglo stran. Še zmeraj je to velika številka, ampak ni toliko zelo, kot je bila napihnjena prejšnja številka. In ja, mogoče res je dobro, da malo pogledamo, da nimamo toliko impulzivnega nakupovanja. Da ne gremo lačni v trgovino. Da ne gremo, to je zlato pravilo, to je res, ja. Pa da v bistvu mogoče znamo porabiti tudi stvari, ko vidimo, da ni treba jih še stran vršiti, ampak se da še ponovno porabiti. Restauracije so tukaj kar pametne, kar se tega tiče. In kar velik še vseeno, največ torej odpadkov se ustvarja v gospodinjstvih, doma, se pravi te zavržene hrane, ampak na drugem mestu so pa potem tudi restauracije. Restauracije, šole, bolnice proizvajajo 19% te količine, ki smo jo omenili glihkar. In spet je določen del užiten, določen del neužiten. Zelo lep primer dobre prakse mi izvajamo sicer na manjšem obsegu z restauracijo Rada Govinda od leta 2008. Je višek hrane, to pomeni tisto, kar ostane in ni več za ponuditi gostom, ki se vrže stran in ki bi se moglo vrči stran. No, mi pa to v bistvu spakiramo in vozimo tople večerje vsak večer. No, zdaj nam boš tudi predstavil, kako je ta krasen večer potekal. Z živo smo se res dobro počutili, tudi potem kasneje in tako, fajn je in kar ne moreš verjeti, ker ti ne vzame velike energije, pravzaprav ti da ogromno energije in je bilo prav fajn. Ti nam boš zdaj pa predstavil, kaj pravzaprav smo počeli, mi pa imamo posnetke pripravljene, torej dobili smo se zvečer v tej restauraciji in se ustrezno tudi opremljeni. Tako je. Pač sledimo določen del HACCP standarda pri pripravi tehle toplih večerij. Takole izgleda nekje ob 7 zvečer. Pridejo naši prostovoljci, hvala Bogu, da jih imamo 12 aktivnih prostovoljcev vsak večer razen nedelje. Med 7 in 9 uro v bistvu takole spakiramo tele viške, jih damo v termobokse in jih potem razvozimo po Šiški, predvsem po Šiški. Tudi brezdomci sodelujemo tudi za slovensko filantropijo, ki pride ob četrtkih iskati za azilante te spakirane obroke. Je pa res to, da smo odvisni od tega, koliko pravzaprav ostane v sami restauraciji. Sodelujemo tudi z zavodom Krog, ki deli tople večerje v Rogu, pa socialno ogroženim skupinam. Tukaj se tudi vidi evidenca, mi v bistvu vodimo pač evidenco, komu pač podelimo pa koliko. Tako da imamo nekje številke, približno nekje 30 obrokov na večer se pravzaprav na tak način razdeli. Tukaj smo zdaj na lokaciji, a ne? Tako, to je ena izmed lokacij, nastanitveni center v Šiški in ena od naših prejemnic je bila seveda zelo vesela in tudi voljna, da nam da svojo izjavo, svoje mnenje, namreč ljudje, ki so socialno ogroženi, niso toliko pripravljeni pač se razkrivati. Govoriva tukaj o stigmatizaciji, ljudje danes težko rečejo, da nimajo za obrok, ampak številke so zelo zanimive. Vsaka 8. družina v bistvu nima toliko prihodkov za recimo mesni ali vegetarijanski enakovreden obrok, za si ga privoščiti.
V bistvu to, da si priznaš, da potrebuješ pomoč, že to je zelo, zelo veliko. Slišim ves čas od humanitarnih društev ravno to, da na koncu morajo oni ljudje prepričevati, pomoč rabiš, dajmo, ti bomo pomagali. Težko ljudje sprejmejo pomoč. Ja, v bistvu je tudi tako, da v starem času je bila solidarnost kar izpostavljena. Ne? In slišimo izjave, da včasih, recimo oseba reče, včasih sem jaz pisal položnice za Rdeči križ, danes sem pa sam prejemnik pomoči Rdečega križa. Ne? Tako so se časi v bistvu spremenili, tako da tega je kar precej in težava je v tem, da nekateri ljudje, ki so imeli službe, pa so jih izgubili, težko potem rečejo, rabim pomoč. No, Valentina je bila zelo zgovorna, z veseljem je razložila svojo situacijo in tudi navdušena sem bila, ko smo prišli v njeno majhno sobico, kako pravzaprav se ona sama tudi uči tujega jezika, koliko ima življenjske energije v sebi, tudi da ona s tistim, kar ima, potem pomaga še ostalim. Takole nam je razložila svojo zgodbo. Tako da jaz to grejem, pa tudi dostikrat dobim v takšnih količinah, da rade volje in z veseljem se potrudim to podeliti z drugimi tukaj, ker tukaj v centru Lipa je res ogromno ljudi v stiski, zelo veliki stiski. In mi je on omenil, da pač on slišal, da neki tukaj njegovi prijatelji kar dobivajo domov zvečer od ene restauracije, ko ostaja hrana. Meni je samo to omenil, katera restauracija, jaz sem to košala na internet, jaz sem se poiskala. Jaz sem še tisti moment, že v eni uri že dobila, odkar sem pokontaktirala, sem že dobila na dom servirano hrano. In potlej v cirka 2 mesecih sem jaz že predlagala dragega Urošu Colju za ime tedna na Valu 220 poslala predlog, ki sem tako zadovoljna. Ja, žal, mislim, jaz sem ogromno naredila, ogromno poskušala, tudi sem delala in živela v tujini, ogromno prepotovala, Od cirka 18 do 30 let sem živela med Mursko Soboto, Nemčijo. Po celem Mediteranu sem prepotovala za Achille Lauro, turistično ladjo križarko, ki je novembra 1994 končala na dnu morja. Jaz sem se predtem malo prej srečno izkrcala, ker bi me lahko celo mojega življenja stalo. Enostavno sem poslušala svoj 6. čut in se pravočasno izkrcala. Vam povem, nisem pa zadovoljna glih s svojim statusom in razmišljam, da pa nisem še čist tako za odpis in mislim še upam, kam oditi. Valentina je res fajn ženska in všeč mi je tudi to, da je izpostavila en velik problem, ki se nam zdi samoumevno, da imamo čisto, pa da nimamo težave z nekimi takimi zadevami, kot pa dejansko tam. To so te stenice, ne? Tako je. To je že večkrat omenila Valentina. To je večkrat omenila. Mi govorimo tudi z prejemniki naših obrokov in ona je izredno aktivna ženska in si zelo prizadeva za boljše življenje svoje in ostalih. In v tem nastanitvenem centru so, mislim, da 3 ali 4 imeli že to težavo in jo niso kar tako na izi rešili. Jaz zdaj ne vem, kje je ta situacija, ampak je kar težko v bistvu zaradi tega, ker ne moreš spati po noč, ker te grickajo, ker se zelo hitro prenesejo te stenice. In jaz osebno nisem vedel, kako ji lahko pomagati, ampak sem videl, da je kar precej aktivna bila na ogromnih področjih. Posluha pa, kakor slišim iz njenih besed, ni bilo toliko veliko. Samo določene organizacije so se odzvale. Tako, danes v oddaji Klepet ob kavi dajemo glas Valentini za to, da pove, s kakšnimi izzivi se soočajo. To moraš izredno veliko čistiti. Stenice ne marajo čistočo. Ampak one so vse bolj in bolj postale odporne na kemikalije, na dušikov plin. Enostavno, če niso zatrte jajčica, se one ponovno izvalijo čez nekaj časa. Jaz sem zdaj imela že 6. dezinsekcijo v cirka 1 letu.
Takole, in Hrana za življenje je zgolj eno od humanitarnih društev, ki deluje v Sloveniji. Uroš, imaš kar nekaj planov, kako naprej, zelo si aktiven, zelo si vključen v različne situacije, v različne projekte. Kaj je še na tvojem spisku? Kaj se bo še razvijalo v prihodnjem letu 2018 in naprej? V letu 2018 želimo zagnati projekt Srečna kuhna. To je projekt, ki ni odvisen toliko od viškov, ki ostanejo recimo v restavraciji, in bo povezan z projektom viške hrane. Želimo pač zbirati in deliti viške hrane, kjer je pač zelo pomembna logistika in tudi zbrana sredstva. Srečna kuhna je pa nek tak odgovor na to, da bi pač kot trajen projekt delili, naša želja je 200 obrokov brezplačnih na dan. In tukaj bomo precej napora pač vlagali. Pilotno bomo to začeli že zdaj decembra. In delili bomo verjetno v delilnici Rog, pa poiskali še socialno ogrožene skupine pač po Bežigradu, kjer imamo trenutno tudi bazo. Se pravi, veliko se bo dogajalo. Imate dovolj prostovoljcev? Prostovoljcev pa v bistvu vedno manjka. Dejstvo je to, da cela organizacija, mi smo v bistvu slovenska veja globalne organizacije, ki podeli dnevno tudi preko 1 milijon obrokov na dan z vsemi podružnicami in bazira v osnovi na prostovoljni bazi. Tako da prostovoljcev za različna področja so vedno dobrodošli in sem zelo vesel, da ste tudi dve pomagali pač nam takrat v društvu in so vabljeni pač vseh vrst, vseh sort pač pomagati nam pač pri različnih projektih, tople večerje, veseli piškotki, srečna kuhna ali pa razvoj drugih projektov. Evo, povsem brezplačna terapija, delavnica proti depresiji, proti slabim občutkom, za samozavest, to je to. Se pravi, ljudje se lahko obrnejo na društvo, humanitarno društvo Hrana za življenje. Sicer pa si danes prinesel tudi nekaj, kar bom jaz odnesla na naš večer hvaležnosti, ki se bo zgodil 8., ko ljudje tudi prinesejo uporabne, s poudarkom uporabne, se pravi ne odpadke, ampak uporabne stvari, ki jih lahko ljudje uporabljajo naprej. Podarili bomo društvo za pomoč slovenskim družinam in Zdravi in dostopni obroki je ena krasna knjižica, kjer so zdravi obroki. Vidim, mislim, jaz veliko od teh pač jaz to delam, jaz to pripravljam doma. Tako da super, odlično, so pa zelo dostopni. Tele knjižice torej gredo tudi tja, si pa lahko na zdravoindostopno.eu preko interneta to ljudje dol potegnejo, da imajo tudi sami. Tudi na tej spletni strani v bistvu zbiramo recepte. Če ima kdo kakršnokoli idejo za recept, nam lahko pošlje, mi bomo to objavili, tudi seveda stestirali. In so vsi recepti pač so malice, sezonska, lokalno in tako naprej. Tako da si lahko pač pogledajo takoj ali pa si naložijo knjižico. Uroš, hvaležni smo ti za to, da si tukaj. Tudi mogoče, če govorim v imenu vseh tistih, ki si jim že pomagal, jim pomagaš in jim še boš pomagal. Hvala lepa. Hvala tebi za gostovanje. Včasih ljudje malo pozabimo, da tudi taki obstajajo in hvala ti, da si. Takole, ja, za živo, hvala lepa. Saj bova še kak piškot skupaj pojedla, tako da ti si kar used. Takole, torej, ja, tudi v mesecu decembru bomo aktivni, tudi v mesecu decembru vam posredujemo ideje, kako lahko tudi sami ponudite pomoč in seveda svoj čas. Na dogodkih se veliko družimo in ja, ravno 8. takrat pa bomo še posebej govorili o tem in pomagali slovenskim družinam, ker veliko let smo pomagali, pa Afrika, pa ne vem kaj vse, medtem so slovenske družine tiste, ki potrebujejo pomoč in lahko smo veseli, da jo tudi sprejmejo takrat, kadar jo potrebujejo. Nič ni sramotnega v tem. Če na www.klepetobkavi.si najdete kaj zanimivega in seveda tudi predloge. Izjemno močno antioksidativno deluje, se pravi, zmanjšuje ta stres oksidativni, pa tudi proste radikale, ki se vsakodnevno tudi ustvarjajo v našem telesu.